Tako, dober večer. Ura je 18 in nekaj minut, malo smo pozni, ampak nič hudega, prištimali smo malo tehnologijo, a ne? Prav. Torej, z nami je dr. Viktorija Bevc, ki nam bo danes, nocoj ta večer, govorila, kako naj sledimo naravnim zakonom. To je sledenje, ki je v dobrobiti za vse nas, posebej za otroke, ker to je naša prihodnost. Dr. Viktorija Bevc več kot 36 let dela na tem področju, je tako? Ja, maja meseca bo 30 let programa, ki ga bom potem predstavila. Tukaj delam prav po teh zakonih naravnih, medtem ko drugače se pa sem ukvarjam že 36 let. Evo, to so izkušnje, ki so neprecenljive. Tako da izražam, draga Viktorija, ti dobrodošlico. Hvala. Tukaj pred našimi člani in prosim, da si vzameš ves čas, ki ga imaš, vse, kar želiš povedati, vse, kar želiš z nami podeliti. Evo, oder je tvoj, izvoli. Hvala lepa, Mihael. Lep pozdrav vsem, ki ste zdajle pred Zoomom, ali ne vem, kako bi rekla, da nas vidite. Jaz sem prav vesela, da bom lahko danes z vami podelila nekaj, kar mogoče bo za marsikoga od vas novo, pa vendar se je porajalo v moji delovni praksi in mojem življenju, tudi osebnem, in mi kaže svetlo luč na poti preizkušenj. Odziv na današnje to predavanje, ali kako bi rekla, delitev izkušenj mojih z vami, je povzročil naš Stojan Svet, hvala njemu, ki je pred časom svojo izkušnjo duhovnosti delil z nami. In ker sem sama človek, ki mu je družina sicer zelo pomembna, a je ta vseeno le most do skupnosti, do dobrih del tudi za druge ljudi, sem ob tem takoj pomislila, da bi doprinesla k društvenim srečanjem lahko tudi jaz sama kakšno izkušnjo. In ko sem pisala članek, komentar na eno slovenskih revij, se je porodila ideja, sledenje naravnim zakonom je sledenje dobrobiti za vse nas, naše otroke. Upoštevanje teh naravnih zakonitosti je tudi nekako naša skupna usmeritev, naša skupna zaobljuba statutu Društva Belis in vsakemu članu med nami, da sprejemamo za pravilne le tiste družbene zakone in tudi oblikujemo take, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Kdo sem? Kot ste slišali, sem Viktorija Bevc. Moja prva diploma je bila na socialnem delu in celo življenje, 42 let delovne dobe, sem opravljala konkretno socialno delo. Poleg socialne delavke sem seveda tudi izkustvena in znanstvena raziskovalka, kar mi je bilo veliko, veliko veselje ves čas mojega službovanja. Na zrelejša leta, ta penzijska, pa sem postala tudi zelo, zelo navdušujoča raziskovalka vedske astrologije. No, in glede teh mojih 42 let delovne dobe, od katerih je 36 posvečeno posvojitvam in rejništvu otrok, bi rada povedala, da vse to, teh 42 let pomeni, da marsikdo sploh preživel ne bi teh 42 let socialnega dela ali neke zdravstvene nege ali v takem poklicu, kjer se res veliko daš ljudem. Jaz sem teh 42 let preživela brez vsake pregorelosti, brez vsakega sindroma neke izlomljenosti, izčrpanosti. Zakaj se mi je to dogajalo? Zato, ker sem se vedno prizadevala za učinkoviti pristop mojim strankam. Imela sem uspeh
kar je pogoj za zdravje. In kako sem to storila? Da sem stopila iz cone ugodja. To, kar je Jasna prej govorila, je bilo meni zelo domače. Ta pogoj izstopiti iz cone ugodja, veste, jaz sem lahko hvaležna tej milosti, temu življenju, temu poslanstvu, ki sem ga odkrila in ga tudi živim. Marsikdo tega ni imel, te sreče ni imel, ne. In moram reči, da nikoli nisem bila konformist, vedno sem delala več, kot se je od mene pričakovalo, in to z veseljem, z ljubeznijo. Jaz sem se vračala z dopusta z veseljem, da sem spet v službi, pa nisem deloholik. In ob vsem tem svojem znanju sem razvila eno suverenost, pošten odnos do mojih strank, in vse to mi je omogočilo, veste, nekaj, kar je neprecenljivo, da delaš 42 let v javni službi, ker se veliko ljudi, in danes slišimo, počutijo sužnji. Jaz se nisem nikoli počutila sužnja. Jaz sem razvila en način svobodnega delovanja, samostojnega, suverenega, ampak seveda ni bilo cone udobja, ni bilo konformizma. Bilo je delo, pošteno, ki sem ga lahko zagovarjala pred vsemi. In kot sem rekla, imela sem veliko srečo v tem življenju, da sem ne delala, ampak živela poslanstvo. To je delo z ženskami, ki so bile v težavah materinstva, težavah nosečnosti, neplodnosti, delala z otroci, ki so ostali brez starševske skrbi, delala s pari, ki so se znašli s težavo zanositve in se soočali s tem, da morda ne bo otrok in podobno. Zdaj pa, ko sem ta članek pisala, ki me je nagovoril, da spregovorim tudi pred vami, sem prišla do ene ugotovitve, da nekaj splošnega pisati nima smisla. In odpeljalo me je, tako kot me običajno odpelje, čisto v druge sfere, da sem pogledala oziroma se upala, to resnično govorim iz srca, upala, in zavem se, ker sem rekla upala. Namreč pred 36, 30, 20 leti še ne bi se upala govoriti o naravnih zakonih, o pomenu, niti se ne bi upala v strokovni, znanstveni sferi govoriti o tej potrebi duhovnega dviga zavesti, ki ga morajo ljudje v stiskah storiti. No, in za seboj teh 36 let izkušenj pomeni, in seveda na podlagi teh izkušenj vrsto raziskav, ki sem jih naredila, in so imele pomenljive rezultate, se je pokazalo, da so skoraj vsi strokovni pristopi, ampak res skoraj vsi. In tudi zakonski predpisi, na katerih temeljijo ukrepi zaščite in pomoči otrokom in njihovim družinam, absolutno premalo učinkoviti glede uresničevanja namena pomoči otrokom, to pomeni tega socialno-varstvenega ukrepanja, in ki pelje samo v smer koristi otroka, namreč samo to je cilj, nič drugega, pomoč družini in optimalna korist otroku. Spraševala sem se, zakaj so postopki pomoči otroku, družini, mi pomagamo tudi družini, ne samo otroku, ne, odločene na vseh družbenih nivojih, tako dolgotrajni in na dolgi rok praviloma škodljivi za otroke in tudi vse ostale udeležence, tako v rejništvu kot posvojitvi. Odgovor je en sam. Vsi ljudje, večina, smo se odtujili od naravnih zakonov. Neskladno z njimi pa naredi ljudi neobčutljive. Človekova prvinska skrb in empatija za potrebe drugega, srčnost in ljubezen pa zbledita kot star papir. In to je tisto, o čemer želim govoriti. Namesto da bi razvijali prav to, so se razvile tako imenovano v narekovaju pravice
po otroku, pravice, kaj mora dati država in tako naprej, ampak vse te pravice bi lahko imenovala oziroma drugače poimenovala, so potrebe. Potrebe, želje močnejših, odraslih, ki prevladajo nad nesebično skrbjo do tujega otroka. Tako posameznik zadovoljuje egoistično svoje potrebe, dobrobit skupnosti pa malo koga še zanima. To ni pojav le na področju sociale, tam, kjer sem jaz vsa ta leta delala. Gre za vse splošno stanje, za stanje duha in neustavljiv proces odtujevanja od naravnih zapovedi, ki edine služijo dobrobiti človeka. Na področju rejništva in posvojitve otrok se to vidi v tem, da strokovni koncepti pomoči otrokom in seveda vzporedno tudi njihovim biološkim in rejniškim staršem, kot tudi zakonske podlage, ki urejajo to področje, premalo upoštevajo sporočilo naravnega zakona, ki pravi: otrok pripada staršema in družini, v katero se rodi. To spoznanje bi moralo voditi načrtovanje rejništva na vseh nivojih, tako na nivoju dela z družino, kot na nivoju dela priprave otroka za morebitno rejništvo. In to na Centru za socialno delo, kot tudi na sodiščih, ki zdaj seveda po družinskem zakoniku odločajo o tem ukrepu. In kaj bi še morali upoštevati? Da so ti postopki čim krajši. Pa ni tako. Naravni zakon narekuje potrebo, da se v postopku pomoči otroku in njegovi družini, tudi ko gre za odločanje o rejništvu, najprej razišče vse možnosti, da bi otrok ostal znotraj svoje širše družine. Seveda se lahko zgodi, da ne more ostati. Takrat pride na vrsto možnost, da se otroka namesti v rejništvo k tujim ljudem. Vendar tudi v teh primerih je za otrokovo korist potrebno raziskati možnosti, da morebiti ostane v stiku z nekaterimi sorodniki. Sorodniki, ki so pomembni v otrokovem življenju in bi ohranjanje stikov med njimi in otrokom pomenilo neko otrokovo varnost, stabilnost, povezano z biološkim izvorom, kar seveda na dolgi rok močno vpliva na otrokov razvoj in oblikovanje otrokove identitete, predvsem kdo on je, od kod prihaja, kam spada. Rejniška družina pa mu pri tem lahko daje le oporo. Zaradi tega je potrebno določiti stike s temi možnimi sorodniki in tako narediti most med biološko družino, rejniško družino in otrokom. Stike s sorodniki je treba zagotoviti in tudi spremljati z vidika koristi za otroka. Seveda je to strokovno in časovno zelo, zelo zahtevna naloga. Pogosto strokovnim službam zmanjkuje časa za to. So preobremenjeni, pravijo, ne? Ampak samo to je tisto, kar lahko naredi kvalitetno in koristno rejništvo za otroka. Torej, potrebno je vložiti ta strokovni napor, da se s temi sorodniki, ki sodelujejo v rejništvu otroka, da se jim pomaga pri sprejemu rejništva preko, da predelajo bolečino, da predelajo izgube, da se soočijo z zamerami in jih odmirijo, da se soočijo z jezo, s sovraštvom, z občutji pač, ki so jih medsebojno gojili zaradi določenih razmer v družini. A zanje ni odgovoren otrok, temveč odrasle osebe. Otrok te odrasle potrebuje. Ti odrasli, ki bi vse te zamere, vse te občutja predelali, so njegova družina, druge ta otrok nima. Že en sam sorodnik, ki mu otrok zaupa, ga ima rad in mu ta vrača naklonjenost, ljubezen, je dovolj. Že en sam sorodnik je dovolj. Zato je največja naložba za zdrav razvoj otroka, ki potrebuje rejniško oskrbo, ravno to delo z otrokovimi sorodniki, odkriti tistega, pri katerem bi otrok začasno lahko živel
ali bi bil pripravljen na sodelovanje z otrokom v tuji rejniški družini. Brez tega nismo naredili nič dobrega za otroka. No, in ko se je uveljavil družinski zakonik, je to delo na rejništvu posvojitev bilo deljeno na predhodni postopek, ki ga pelje Center za socialno delo, in na dokončno odločanje, preverjanje ukrepa na sodišču. Glede na to delitev je center po naravni vlogi dejansko otrokov zagovornik. Ko se odloča o ukrepu rejništva, še posebej, ko otroka zagovarja in tudi mamo in družino na sodišču. Dolgotrajni postopki so absolutno v škodo otroka. To mislim, da je vsem nam jasno, samo ta družba se ne premakne. To je ta velika škoda. So dejstvo, ki ne bi smeli obstajati. In zakaj se ne premaknemo kot družba z te točke? Zaradi neodgovornosti. Jaz imam sama izkušnjo o tej, mogoče kdaj drugič, ki je zanimiva, 8 let in pol nezakonite prekinitve delovnega razmerja. To je petina moje delovne dobe. Je za to kdo odgovarjal? Nihče. Tako je. In dokler bo tako, žal ne bo pravega posluha za dobro otrok. Sprememba bo šele takrat, ko bo zavest o naših medsebojni povezanosti, ampak res medsebojni povezan, ne samo ata, mama, otroci, zunaj meja naših ozemelj, hiš, naših dnevnih sob, ko bo veliko večino dosegel, torej in srce velike večine, doseglo to spoznanje, da moramo sodelovati, da smo vsi povezani, sicer bomo nadaljevali uničevanje naših otrok. No, pa da ne bo vse tako črno, v programu priprave na nadomestno starševstvo pa imamo drugačne izkušnje. To je pa program, o katerem bi vam rada malo več povedala, ker vam bom lahko tudi konkretizirala zakone, ki so nekako, po spletu milosti Božje prišli v mojo glavo, prišli v moje srce in povedali, kaj moram narediti. Tukaj v tem programu pa delam že 30 let, maja bo 30 let, sem prej omenila, po konceptu, ki upošteva naravne zakonitosti. Ne od vsega začetka, ker ni bilo možnosti od vsega začetka, ampak takoj v 2-3 letih se je pokazalo in smo začeli te naravne zakone upoštevati. In kaj to pomeni? Da sledimo otrokovi dobrobiti skozi temeljito pripravo bodočih nadomestnih staršev, ali so to posvojitelji ali rejniki, in jih pripravimo skozi cel tisti postopek, sem rekla, vse te zamere, bolečine, do tega, da se nekako, da postanejo jekleni, trdni, da znajo in da se upajo govoriti o tem, kar otrok potrebuje, posvojen ali pa rejniški. To pomeni, da ostajajo stiki, da se zavedajo izvora, otrokovega izvora. In sprejemanje teh bioloških staršev otroka, strani tako rejniških staršev kot posvojiteljskih, doživi kot otrok, doživi kot izkaz sprejemanja in spoštovanja svojega izvora, svojega rodu, svoje družine, kamor pripada, kamor spada. In s tem, ko to doživi, je sposoben razviti spoštovanje do svojih nadomestnih staršev. In to je, glejte, krog življenja, ki deluje. In izkušnje v deteljci to potrjujejo. In zdaj vam bom na kratko povedala, kako je to nastajalo, ta program. Jaz sem začela delati na Centru za socialno delo in delala sem s posvojitelji. To je velika milost v mojem življenju, da dobiš delovno mesto, kjer 8 ur, poln delovni čas, se posvetiš samo posvojitvam. In jaz sem to
orang skoristila. To pomeni leto, 2, 5, 7, to je šlo od 50 do 90 posvojitev letno skozi moje roke. In ob tem sem ugotavljala, da otrok ne prinese veselja, radosti, da ostaja neka žalost, predvsem pri posvojiteljskih mamah, da ostajajo neizgovorjene besede, ko se srečamo, da ostajajo zagate. In začela sem raziskovati. In po 4-5 letih dela, ko sem ugotovila, da ta priprava, ki smo jo vodili, ni prava, da se moramo posvetiti bolj temu duhovnemu, čustvenemu svetu, bolečinam, ki jih čutijo, to, kar so spravili pod preprogo, in naven kažejo samo, da so pripravljeni za otroka, da moramo o tem začeti govoriti. In tako sem naredila program priprave. In ta program priprave je že v 1., 2. letu pokazal, da če se bomo mi srečevali in pa to na način nekega seminarja, nekega predavanja, nekih podaj tem, ki jih bom lahko jaz kot strokovna delavka delala, to ni pravo. Potem se je pokazalo, da so pomembne izkušnje med nami, ampak da če ostajamo na površju, ni nič. In tako se je v eni tretji skupini nakopičila vsa žalost. To je bilo še danes vidim, približno 15 parov. To je bilo toliko žalosti, da je 3/4 ljudi v tej skupini jokalo. Počutili so se kot številke v bolnišnicah, noben se ni z njimi ukvarjal kot z ljudmi. In ugotovila sem, da je neplodnost nekaj, česar ne smem nikoli več, pri čemer ne smem nikoli več zamižati. Ampak prositi, da dobim moč, znanje, da razvijem program, kjer bodo ljudje dobili pomoč. Tisti čas, to je bilo 96, 97, to je bilo bogokletno govoriti o pripravi na posvojitev. Bogokletno je bilo govoriti o neplodnosti, o jalovosti pa sploh ne, čeprav jalovost je slovenska beseda za poimenovanje neplodnosti in se ve, kaj pomeni. Ampak to je bilo grozljivo, nikjer se ni smelo o tem govoriti, ampak mi smo začeli. In seveda je bilo težko, ampak na koncu smo skozi medije in skozi stroko počasi prišli do tega, da je koncept priprave danes v Deteljici popolnoma osvojen in priznan, in prvi del tega koncepta pomeni, malo nazaj, pomeni upoštevanje naravnega zakona usode. Usoda kot skrivnost, pred katero smo ponižni, ji zaupamo, da nas vodi, in to vodi na poseben način, in iz tega naravnega zakona, usode, sem razvila način, metodo, preko katere pari lahko sprejmejo svojo neplodnost, sprejmejo, počasi prebolijo bolečino, počasi prebolijo izgubo, predelajo strah, da bodo ostali brez otroka sami, predelajo sram, ker ne morejo imeti otrok. Ta je povezan seveda z družbenimi konstrukti, ker družbe si namislijo konstrukte, predvsem politične elite, da vzdržujejo strah, da vzdržujejo ljudi nemočne, trpeče, na dolgi rok, ne na kratek. In tukaj me je dobil v tem delu, ko sem iskala, kdo bi meni pomagal, da bi se še na nekoga, kakšnega terapevta, na neko znanje, pri vseh izkušnjah, ki sem jih dobila, oprla, mi je nasproti prišel Bert Hellinger. To je avtor zanimive fenomenološke metode postavitve družine. In tam sem jaz dobila zalet in rekla,
To je pravo. Naravni zakon usode in naravni zakon reda. Ranga pripadnosti družini. In kaj to pomeni? O naravnem zakonu usode sem vam povedala, naravni zakon reda pa pravi. Tisti, ki so družini pripadli prej, imajo prednost pred tistimi, ki so pripadli družini kasneje. In pokojni Hellinger je rekel, in sem se jaz absolutno strinjala, ker je tako, kot da bi moje srce pa moje misli bral, posvojitev nasprotuje redu. V naši družbi pa velja za zelo socialno, humano dejanje in posvojitelji so zelo cenjeni. Ampak o čem govori Bert Hellinger in o čem tudi jaz skozi izkušnje? Zakaj opozarja na nepremišljene posvojitve? Nepremišljene posvojitve takrat, kadar hoče nekdo otroka zase, namesto da mu pomaga v nesreči. In to je glavnina posvojitev, žal, glejte, v svetu. To so posvojitve, tak način posvojitve je posvojitev, ki ne upošteva naravnega načela. Hellinger opozarja, in verjemite, več kot 30 let mojih izkušenj uči isto, da otroci pripadajo biološki družini in če ta ne more poskrbeti zanje, so lahko posvojeni, vendar le s strani dobro pripravljenih posvojiteljskih staršev. In kaj pomeni to dobro pripravljenih? Torej staršev, ki bodo upoštevali biološki izvor otroka in ga pri odkrivanju tega podpirali. In edini pravi osebi, ampak res, edini osebi v otrokovem življenju, ki lahko otroku odgovarjata na njegova vprašanja, zakaj sem bil posvojen, zakaj je posvojitev ravno jaz, zakaj sta se odločila za posvojitev, zakaj sta izbrala ravno mene, sta samo posvojiteljska starša. Nihče drug. Veste, kaj se dogaja pri današnjih posvojitvah, kjer pari niso pripravljeni? Da vodijo otroke na centre, pa ne jim tam povejo, pa se skrivajo za tem, ali pa skrivajo sploh celo posvojitev. Odločbo o posvojitvi so na prvem mestu najbolj zgubljenih dokumentov in tako naprej. No, torej, samo posvojiteljska mama in oče lahko svojemu posvojenemu otroku pojasnita. Glejte, zdaj pa naravno načelo reda. Da nista prva v njegovem življenju, temveč druga. In samo od njiju hoče otrok slišati. In samo od njiju bo to prava informacija in koristna za otroka. Ampak da sta druga po redu, ker prva po redu sta biološka mama in biološki oče, ki sta ga zaplodila in katerima se je rodil. In to ne sme nikoli, nikoli ostati skrivnost. S tem posvojen otrok začuti strani posvojiteljske mame in očeta spoštovanje do njegovih bioloških staršev. A veste, kako je to pomembno? Otroci se nasmejo, otroci postanejo veseli, otroci postanejo drugačni, ko to zvedo. In torej spoštovanje do bioloških staršev in tudi vseh prednikov, ki stojijo za mamo biološko in očetom. In samo na ta način bo ta otrok lahko s spoštovanjem gledal na svoja biološka starša, hkrati pa razvil globoko spoštovanje do posvojiteljskih staršev. Vse drugo je nič. In brez temeljitega dela na sebi, torej brez temeljitega dela, ki ga ti pari naredijo v pripravi
na nadomestno starševstvo, praviloma posvojitelji nimajo moči, pa tudi znanja ne, da bi otroku odgovorili na omenjena vprašanja in še posebej tista povezana z biološkim izvorom, ki so izrednega pomena za vsakega posvojenega otroka. Namreč otrok ne more, veste, zadnjič sva z mojim možem hodila tamle na Toško čelo. In ena velika ugreznina je bila, en kolovoz, in gori ogromno veliko drevo. Je bila bukev ali kaj, ne vem, nisem se ozirala, ampak doli pa 2 metra, 3 metrske korenine, debele, ki so se videle. In sem rekla, še zdaj mi prijatelji smo bili, sem rekla, no, da vam pa nekaj povem. Zdaj pa to drevo, to veličino drevesa, porežemo tukaj le spodaj, takoj pod zemeljco. A se bo še kdaj prijelo? Nikoli več. A bo še kdaj rodilo kaj? Nikoli več. Vso energijo bo to drevo dalo, da bo sploh obstalo, da bo stalo, če ga ne bo prvi veter podrl. In tako je z otrokom. In kaj pravi naša zakonodaja? Naša zakonodaja pravi, posvojitev je popolna, to je dobro. Popolnost pomeni pravno posledico, pravna posledica popolne posvojitve prinaša, da so posvojiteljski starši prevzamejo v polni obveznosti starševske dolžnosti, vpisani so v matični list in seveda otrok lahko dobi tudi njihovo ime, priimek, lahko se dogovorijo pa tudi drugače. Ampak pomembno je tudi za varnost tega otroka ta popolna posvojitev. Ampak to je pravni vidik. Ko govorimo pa o tem duhovnem, duševnem, psihološkem vidiku, ki je pomembno za zdravje, govorimo pa o tem, da je temu otroku ne moremo mi, tako kot pravi zakonodaja, anonimna posvojitev. Ne moremo dovoliti, da so posvojitve anonimne. Ampak mi imamo vso zakonodajo naštelano tako. Zato vam govorim, kaj so to naravni zakoni, ne? In tisti posvojeni otroci, ki nimajo te možnosti, da bi zvedli da bi imeli to podporo strani posvojiteljskih staršev, da bi imeli znanje o svojem izvoru, kdo so, ti otroci povedo, da so vse življenje polovični. Manjka jim izvorni biološki del in veliko je takih, ki ta manjkajoči del sebe išče vse življenje. No, in zakaj je tako? Ker ni upoštevano načelo reda. In jaz sem v veliki večini, posvojitelji niso pripravljeni, to vemo. Posvojitve niso še tako urejene tudi pri nas, ne da bi to veljalo za vse. In ker niso pripravljeni na to zahtevno in za zdrave odnose v družini nujno nalogo, se hoče otroka zase, to, kar je Hellinger tudi opozoril, zase, da s tem otrokom nekako tega otroka sprejmejo kot obliž na rano, na bolečino, ker svojega niso mogli dobiti. Vidite, in ker tega enostavno ne zmorejo sprejeti, niso predelani, niso pripravljeni, hočejo zasesti prvo mesto ob otroku in zanikati biološke starše. S tem ne sledijo resnici, z veliko začetnico, ki je edino vodilo pri posvojitvah otroka in živijo v veliki zablodi, da je s posvojitvijo otrok njihov in da ni potrebno otroku govoriti o njegovem izvoru, biološkem izvoru. V medsebojnih odnosih vsako komuniciranje o posvojitvi kontrolirajo ali celo prepovejo. A veste, prepove se pa lahko verbalno ali neverbalno, ne?
Zanikajo lahko tudi posvojitev na način, da javno ne govorijo, da so posvojiteljska družina, temveč mi smo povsem navadna družina. Češ se je posvojitev anonimna in je otrok s popolno posvojitvijo njihov. V tem z njimi manipulira tudi družba. In tudi preko zakonodaje. Popolne, anonimne, skrivanje dokumentacije o posvojitvi. Ne morejo posvojenci, že odrasli, težko pridejo do informacij in tako naprej. Dogaja se tudi to, da lahko dajo vlogo na center ali kamorkoli, na matično službo, pa te vloge ostajajo v predalčku, ker je strah. Pri strokovnih delavcih se ne znajo, nimajo znanja, ne vejo, kako bi se lotili tega, ne. Eni so pa tudi prepričani, da tega otrok ne rabi, da bi raziskoval, ker če raziskuje, mu je sigurno slabo pri posvojiteljih. Glejte, ni res. Fenomen narave nas uči, da človek v resnici ne pride od svojih staršev, temveč zgolj z njihovo pomočjo. In da prav zaradi slednjega nimamo pravice lastniniti, niti lastiti si ne svojega, ne posvojenega otroka, temveč se zavedati veličine življenja, ki par brez otrok blagoslovi z rojstvom otroka nekje drugje, pri enih drugih starših, ki zanj ne morejo poskrbeti in ga pošlje ta milost, ta višja frekvenca od nas, na pot posvojitve. Torej, evo, blagoslov tem ljudem, ki ne morejo imeti otroka. Po naravnem zakonu pripadnosti družini otrok naravno ve, kaj mora narediti, kaj mora zvedeti, kako se mora obnašati, da bo pripadal družini. In ta otrok posvojen je razdvojen. On pripada obema družinama, ampak prva je biološka. On s tem prihodom na svet ureja razmere, nered narekovaju, v svoji biološki družini, v svojem biološkem rodu. In zato mu moramo dovoliti, da si ogleda, od kje izvira, kdo so starši, če obstaja seveda ta varianta, ne? Ali pa vsaj povedi, od kje je, kaj se je dogajalo takrat, ko je bilo za posvojitev, ne? No, in po tej pripadnosti družini, tako kot sem rekla, so starši prvi. Starši, kakorkoli, biološki ali posvojiteljski, ampak zdaj bom za oboje rekla. Starši so prvi, prevzamejo odgovornost, kako lahko naredijo otroka svobodnega, kako lahko naredijo otroka srečnega. Da prevzamejo odgovornost za lastna dejanja in za svoje lastne vpletenosti in jih tudi sami nosijo. In tako je otrok svoboden, je lahko otrok. Ko starši zase razrešijo problem, se otroci ponovno umirijo in počutijo varne. In zdaj si lahko predstavljate, oziroma lahko si odgovorite ali pa razmišljate o tem, zakaj je toliko nemirnih otrok. Toliko, kako že rečejo, pretirano interaktivnih in ne vem kaj. No, in ko posvojen otrok izve za razloge oddaje v posvojitev, zakaj ga biološka družina ni sprejela? Ko ve za razloge, zakaj sta ga posvojiteljska starša sprejela, ko zazna to sprejemanje in spoštovanje posvojiteljskih staršev te družine biološke, potem se posvojen otrok pomiri s svojo usodo. In na splošno, kaj o sreči otroka, ko se ga starša oba veselita. V primeru posvojitve ali rejništva
pa to pomeni, da sprejemata, da ta dva starša, posvojiteljska ali rejniška, sprejemata otrokove starše in otroku dajo en in drugi dovoljenje, da sprejema in ljubi tako svoje biološke starše in družino, iz katere izhaja biološko, kot starše, ne bodo to posvojiteljske ali rejniške, pri katerih živi. In verjemite, to, kar govorim, to so redke izjeme. Ampak, evo, v društvu Deteljica naredimo te stvari tako, ne. No, in zdaj pa še obratno, ne, kaj v sreči otroka. Kdaj sta pa starša z otrokom srečna? Ko v otroku spoštujeta in ljubita in se veselita svojega partnerja. A to imaš pa tako kot oči. Pa daj ne. In tako naprej, ne. Oziroma v primeru posvojitve, ko v posvojenem otroku ta posvojitelja ali rejnika spoštujeta otrokova biološka starša. Glejte, ne glede na to, kaj je bilo. Incest, alkoholizem, nasilje, ne glede na to. To je usoda otroka. Kako se bo otrok soočal s svojim izvorom, s starši, to je njegovo življenje. To bo on naredil. Tukaj nimamo mi pravice posegati. In zato so za starše 3 čudežne besede. Hvala. Kaj mislite? Hvala za kaj? Da smo lahko starši. Prošnja, prosim, da uspemo. In ja, usoda z otrokom. No, in Richard Bach je zapisal en lušten vers, ki pravi, ampak ne samo pravi, to je resnica, ne. Vez, ki povezuje tvojo resnično družino, ni iz krvi, ampak iz medsebojnega spoštovanja in radosti nad življenjem drugega. No, to razumevanje in zavedanje te modrosti naj bo blagoslov vsem, ki ste me poslušali in bili v delčku vaše duše nagovorjeni za zasuk k naravnim zakonitostim, tistim, ki smo jih nekateri, velika večina že pozabili, a jih je življenje poskušalo vedno znova preprogramirati. Ne bo šlo preprogramiranje, ne povsem. Aleluja, ne? Hvala. Draga Viktorija, iskrena hvala. Torej, to je bilo čudovito in jaz na začetku seveda nisem prebral tega uvodnega dela, a ne? Ga bom pa na koncu, Ja, ker je dejansko povzetek vsega tega, kar si ti sedaj povedala in ga bo uho drugače slišalo, razum drugače dojel in ves proces bo drugačen. Včasih je dobro začetne stvari na koncu narediti. Absolutno. Upoštevanje naravnih zakonitosti, spoštovani, je naša skupna usmeritev. Saj je namen Društva za srečno življenje Belis in vsakega člana, med drugim tudi ta, da sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In prispevek dr. Viktorije Bevc je razkril, kako slediti naravnemu zakonu na področju pomoči otrokom. In zakaj je to pomembno? Zato, ker tukaj temelji vsa naša bodočnost, naša prihodnost. In če pogledamo danes, stanje v svetu, povedal vam bom eno stvar. V 20 letih prejšnjega stoletja je Rockefeller naredil pravzaprav eno potezo,
ki je pripeljala do današnjega stanja v tej družbi. Eno potezo. Zaposlil je mamo. Ja. Kaj je s tem naredil? Prvič je razbil družino, drugič je za dvojno povečal davke in tretjič otroka je dal v šolo in ga je vzgajala država. Se pravi, Sistem, za eno potezo sistem, ja. je naredil kompleten sistem in danes po 100 letih smo tukaj, kjer smo. Ta nevrotični sistem Ja. družbe pa proizvaja nenehan nemir. Nimamo se časa poglobiti v sebe in zato tvoje poglobljeno razmišljanje, za vse te tvoje izkušnje, so stvari, ki sem jih jaz danes prvič v življenju slišal. Še v življenju nisem prestopil praga za socialno delo ali neko, nimam predstave, kako izgleda, ne vem. Ampak od tebe kot strokovnjakinje sem danes začutil, kot, rekel, duhovnik, kje je problem? Ni problem v krvi, v krvnem nasledstvu, v imenu, v denarju, v bančnem računu. Problem je v odnosu. Tako. Samo v odnosu in da postavimo po naravnem zakonu prve stvari na prvo mesto, druge na drugo, tretje na tretjo. In moram reči, da današnja zakonodaja, kolikor je jaz sledim, pa tako kot si tudi ti to potrdila, ne vem, kaj razmišlja zakonodajalec, ki napiše takšen zakon. Ker posledice so katastrofalne in to se pokaže v današnji družbi. Ne samo to, da je narobe postavljeno, vse v umetnem, pač pa tudi v tem smislu, da zakona pravzaprav sploh ne spoštujejo sami. Namreč že ustavni sodnik, ne vem točno kateri, je rekel, vsaka dolga sodba, to, kar si ti prej omenila, da se vleče in vleče in vleče, je krivična. In ljudje, ki ne poznajo stvari, da jih postavijo na prvo mesto, drugo in tretje, ki ne prevzemajo odgovornosti za svoje dejanja, na eni strani delodajalec, na drugi strani starši, na drugi nadomestni starši in potem je tukaj nastane ena juha, ne, s katere se ne znajdejo in reči zbežijo, ki so zato kot uslužbenci. Ja, dogaja se še nekaj drugega, veš. Na področju sociale so zelo masovno zaposlili pravnike. Pravniki so čisto ozki. In ta pravnik obrne ravno kakor hoče ta zakon, to zakonsko podlago. In jaz sem recimo zmeraj se, narekovaj, kot reče, fajtala, res, s pravniki, da sem dokazala, kako narobe gledajo. Ne more on gledati zakon in ga tolmačiti v nasprotju s koristjo moje stranke. In recimo na področju posvojitev so se take nore stvari dogajale, ne? Recimo, strokovna služba more kar vzeti čas in orenk narediti svetovanje, preizkus vsega, kaj lahko pomagajo tej družini, predno otrok nekam gre. Ali pa tudi, če pride en par, družina ali pa sama mamica, da bi dala v posvojitev, ne moreš ti kar samo podpis dati. Moraš preveriti, a je to res, svetovati, če ona pomišlja, ji dati čas, jo podprt, ampak ne v smislu, da je to otroka, v smislu, da bo ona odločila, da ji širiš informacije, da ji daješ predloge, kaj se še vse da, in če na koncu vseeno reče, da želi, da se je odločila, da da otroka v posvojitev, moraš to spoštovati. Tako je. Da je pa tako, če si ti to orenk delal in nisi na stranko nič pritiskal in nisi nekje imel že en par, kako boš njega reševal z otrokom, potem je ta izjava te matere dokončna. In nehajmo jo čez eno leto spet klicati na ponovni podpis. In to je novo, to je to, ko so pravniki prišli noter, so to zaštrikali. In tako recimo po enem letu dni spet bila klicana. Reka, dajte mi mir, jaz sem to zaključila. Veste,
ker ženske so v težki poziciji v taki situaciji. Jaz ne morem nobeni nič žal besede reči, kolikor sem jih srečala. Jaz sem veliko teh žensk srečala, ki so dali otroka v posvojitev. Vsake v svoji stiski in razumem. In ko to naravni zakon gledam, tudi vsak otrok, ki ga v posvojitev izravnava nekih izrinjenosti v rodu. In tudi vsak abortus in vse, kar se zgodi, mi bi mogli veliko več sočutja imeti. Razviti, videti, kako se počutijo, z njimi govoriti, podpirati, ne pa nič vredenca, to se ne dela, to je ne. Jaz te stvari drugače gledam, no. In ta zakonodaja, ti pravniki, ki so prišli, so naredili ravno obratno, eno veliko zmedo, ne. In zdaj bom še nekaj povedala. Na področju posvojitev ne bom se nič devala na prvo mesto, ampak sem na prvem mestu. Po izkušnjah, po znanju, lejte, tako me je stvarstvo dalo, tako nalogo mi je dalo. In hvala Bogu sem jo dobro izkoristila. Ampak hočem vam to povedati, niti en zakon nisem bila zraven, ki se je oblikoval. Niti en zakon. In zato je družinski zakonik, poglejte, tudi enoletni rok pred posvojitvijo pomenil. Otrok je zadostil pogojem za posvojitev, poiskala se je ustrezna družina, ustrezen par, starševski par in otroka se je namestilo. In ta enoletni rok, veste kaj je eno leto? Eno leto ni nič, da ti preveriš, a se bodo res povezali. Ali je to res v korist otroku? In ta enoletni rok je za dobrobit otroka, za dobrobit strokovne službe, da ima čas, da vedno znova preveri, a je prav izbrala. Je z namenom za posvojiteljev, da posvojitelji vidijo, prepoznajo, a je res to, a smo se poštekali, ali imamo težave, kaj moramo narediti? Ne. Pravniki so se namislili in so potem letu dni rekli, da se mamica lahko premisli. A je to korist za otroka? Vidite, to je ena zadeva. Druga zadeva je, da je družinski zakon še to enoletni rok skrajšal na polovico. In zdaj imam recimo, sem imela enega fanta, 7 let starega, ki je šel dosti zahtevna situacija v posvojitev in so rekli, mi se skoraj še povezali nismo, pa smo že pred tem, da zaključimo posvojitev. To hočem povedati, to je tisto, kar sem vam rekla. Namesto, da se s posvojitvijo in z rejništvom res sledi dobrobiti otroka, optimalni koristi otroka. Ne, zagovarja se moč odraslih, potrebe odraslih. Ne bom več o tem, ampak moje raziskave so jasno pokazale, v ospredju vsake velike večine posvojitev so potrebe odraslih udeležencev. Se pravi, odrasli dajo svoje potrebe pred koristi otroka, pred dobrobit otroka. Mi je pa zanimiva tvoja izjava, ko si rekla, da si toliko let profesionalno, strokovno usposobljena, seveda zdaj v društvu prej kot profesionalna socialna delavka, da pri oblikovanju zakonodaje nihče ni vprašal, da nisi imela možnosti sodelovati s svojimi izkušnjami, ampak so o tem govorili pravniki, ki nimajo pravzaprav nobenih izkušenj. Pa tudi moji kolegi, ki imajo skoraj nič izkušenj. So imeli več možnosti povedati. Absolutno. In vam povem, to je to stanje. To je to stanje. In jaz sem se naučila prvič, da prepoznala sem konformiste in ko sem spoznala, zakaj delajo in zakaj mi v nekih situacijah nasprotujejo, ko sem to spoznala, da bi bili radi radi bi bili tako, ki je spogumni, svojorejni, ampak ni, udobje je pa drugo, ne pa konformizem. Ne upajo se, je nek strah. Sem jih sprejela in sem si mislila, evo. In se tudi nisem nikoli, jaz sem se potrudila samo tam, kjer sem vedela, da lahko pripomorem. Vse drugo sem pustila, ker je škoda energije. Včasih človek vidi vse te napake, ali pa mogoče
celo naklepno zaradi zaslužka, ker danes je ta sistem narejen zaslužkarsko, ne? Se pravi, vse je odločba, vse so neke takse, vse je biznis, vse so položnice in razbijanje družine je danes največji biznis. Rabiš odvetnika, rabiš pravnika, rabiš novo stanovanje, potem morda se zapiješ ali pa kakorkoli, rabiš rejnika, se pravi, tle gre... Boj se v sistem priti. A ne? Ja, se pravi, Sigurno, gre za sigurno. biznis, zato ti kot strokovnjak, ki si strokovnjak, nimaš besede, imajo pa besedo strokovnjaki, ki nimajo nobene izkušnje. Ja, sej, In danes, dajva malo preslikati to na COVID. Isto je. Dajva pregledati na COVID. Isto je. Nas Isto v Sloveniji vodijo ljudje, ki nimajo nobene izkušnje, nobene blage veze, kako je maska sestavljena, kaj je v cepivih, kaj pomeni psihološko distanca, kaj pomeni 8 ur nošnja maske, kaj pomeni Tako. vse Tako. to, da ti ne moreš na pošto urediti normalne stvari, položnice plačati, pošte odnesti, sodne pošte, ki jo dobiš, da ne moreš živil kupiti, da ne moreš Lahko pa tehnično- dobiš, Ja, se lahko pa dobiš enostransko odpoved pogodbe. Tako. V banki. Ja, to, kar si ti dobila. Ampak a bova o tem bo enkrat drugič. Ja, ker je prišel že zelo. V mesecu Okej. dni moramo, zato ker je že prišel odgovor. V redu, v glavnega redu. tožilca. Okej, naša- Zanimivo. Naša ura se počasi izteka. Fino. Ja. Torej, jaz predlagam, da naredimo zdaj, tle se je ozračje zelo segrelo, ja, predlagam, da naredimo 5 minut, 10 minut pauze, potem pa bo naš predsednik Miran, Zaključil. ki ga vidim, ja, že, ki nas sledi, zaključil in te bomo pozvali, Miran, evo, si pomahamo, te bomo pozvali čez par minut, toliko, da se malo tukaj oddahnemo. In tako. Viktorija, Če se bo iskrena pa kdo hvala. kaj javil, pa Ja. ne vprašajo, ne se javijo. Torej, evo. vsem, če imate probleme z otrokom, kakršne koli, posebej pa v smeri rejništva, teh nasvetov, ali pa še ti povej, zato da bodo bolj natančno vedeli, v Ne, kakšnih problemih. če koga zanima, ali če ima težave ali karkoli, evo, Se lahko obrne na Deteljica. Deteljica, lahko se obrne tudi na društvo pa- Belis, ja, pa se pa potem potem tebe povežemo, kontaktira. ja, ni Tako da, noben problem. poglejte, dobrodošli v teh primerih, ker je družba res malo zaplavala v neko svojo smer. Pa veste, danes sem se naučil, da je mogoče tudi to dobro, ker smo se zbudili kot levi in za mir v duši, za mir v srcu, če ga hočeš doseči, moraš imeti najprej velik nemir. Ker ne moreš ti mirne vode umirjati, a ne? Tako da vsaka stvar Ima svoje. ima plus, svoje, tudi če se nekaj težkega zgodi. A ne? Hvala za povabilo, Mihael. Ja. Moram povedati, da še eno stvar, ki je pa zelo pomembna. Zakaj sem jaz lahko uspela na način koncepta naravnih zakonov? Ker je bilo to vse za hvala lepa svetega Petra. Tako. Jaz sem Razumem. celo življenje delala v narekovaju 2 šihta. Enega gratis, enega pa za preživeti. Tako. Hvala enako. Hvala In enako. ni fino, in smo živi. In smo Zdaj še živi. knjigo. a Še, vidiš? vidim, da imaš tlele še... In še knjigico. Če dovoliš, Evo. bi se ti iskreno zahvalila, ker sem dobila od tebe knjigo. Ja, 8. marec je. A boš in- mogoče sama kaj lepega povedala v tej knjigi? Prosim, ta- hvala za to Ja, tole sem presenečenje. prinesla naši Vilijani. To je knjigica že od leta 2000, kar je išla, ampak aktualna je skozi, samo kaj bi še dodala. Opisuje pa moje izkušnje z ženskami, ki so dale otroka v posvojitev. To je ena posebna bolečina, eno posebno preizkušanje žensk. In jaz sem se želela jim malo, kako se temu reče, oddolžiti za vse, kar so prestale, in sem napisala to knjigo. Jaz se ti iskreno zahvaljujem. Tudi v moji družini je tak primer. Moja mama je dala svojega prvega sina zato, da bi bilo sinu lepše v posvojitev, ker je bila brez službe, brez stanovanja, sama, zapuščena od očeta tega otroka, njenega prvega. In vem, kako smo mi vsi ostali zaradi tega trpeli. In A si ga vem, kdaj srečala? seveda zelo dobro se Bravo. poznava in Tako. se imava No, to je to rada. pravo, In ja.
Je zameril moji mami, ampak jaz sem mu vedno rekla, mama ti je želela vse najlepše, ker ti ni mogla tistega dati, ker ti je ta družina na začetku lahko dala. Tvoja mama je po naravnem zakonu dala vse. Vse je dala, vem. In tvoj, Vem. mislim, in oče tega fanta je dal temu otroku vse. Ko daš življenje, ko si poklican za to in daš to življenje, gre preko tebe, to življenje si dal vse. Vse, kar potem še damo, pa stanovanja, pa ona, pa. Vse je samo nadgradnja. Nadgradna. Res iskrena hvala, bom z ljubeznijo prebrala tole danes. pa ni to knjigo. slučajno, Hvala ne? lepa, ne, nič ni slučajno. Tina, Iskrena hvala. hvala. Tako, ok, hvala 5 vsem, minut tako. pauze in se vidimo. Miran, nas boš počakal?